Običajno nisem ljubitelj nakup in prodajo kazalnikov, vendar je ta kazalnik pritegnil mojo pozornost. Kot lahko vidite tukaj, so nasveti za nakup in prodajo skoraj 1,00% natančni. Tukaj vidimo signal za nakup, po katerem se je cena na najvišji točki zvišala za več kot 41%. Nato vidimo signal za prodajo, po katerem je cena delnice padla za skoraj 6%. Nato pa še en nakupni signal, po katerem se je cena zvišala za skoraj 27%. In ta kazalnik ni tako dober le na tem majhnem območju. Če se pomaknemo naprej proti desni, vidimo, da ima kazalnik skoraj vedno prav, vendar bomo kazalnik še izboljšali. V današnjem videoposnetku vam bom pokazal, kako lahko odpirate dobičkonosne pozicije do 1,00% gotovosti. Najprej vas seveda zanima, kateri kazalnik uporabljam. Pojdite na kazalnike v programu Tradinguje in vnesite izstop iz lestenca. Nato se bo indikator pojavil na ceni in ničesar več vam ni treba prilagajati. Indikator je takoj pravilen. Kar takoj pritegne pozornost, je, da ta kazalnik vedno prikazuje signal za nakup ali prodajo. To pomeni, da lahko dobesedno vedno trgujete. Bodisi uporabite nakupno pozicijo, kot si lahko ogledate tukaj lep primer. Ali uporabite prodajno pozicijo, kot si lahko ogledate tukaj, kar je lep primer. Tako lahko vedno odprete pozicije. Vendar tega ne bomo storili. Kot ve vsak uspešen trgovec, ne obstaja noben kazalnik, ki bi lahko sam po sebi vedno pokazal popoln vstopni signal. Zato smo dodali kazalnik EMA. Vrnite se v razdelek Indikator in zdaj vnesite EMA. Nato izberite kazalnik Moving Average Exponential in mu določite dolžino 200. To storite tako, da pritisnete nastavitve kazalnika in pri dolžini vnesete 200. Vidite, da imamo zdaj na ceni dodatno črto. Ta črta EMA zagotavlja, da poznamo smer trenda. Ali se cena premakne nad črto EMA? Potem postavljamo le nakupne pozicije. V tem trenutku torej gledamo samo signale za nakup. Če se cena giblje pod črto EMA, potem postavljamo samo prodajne pozicije in gledamo samo signale za prodajo. Na ta način izločimo pozicije, ki se ne uporabljajo. Prikazal vam bom bolj konkreten primer. V tem primeru vidimo, da se cena giblje nad linijo EMA. Torej čakamo samo na signale za nakup. Prvi se pojavi tukaj. Odpremo nakupno pozicijo na prvi sveči, potem ko se je pojavil nakupni signal. Cena se nato dvigne za 39%. Nekoliko desno vidimo drugi nakupni signal. Odpremo pozicijo, nato pa se cena zviša za 10%. Signal za nakup, ki sledi, kaže na dvig za 85%. Izjemno natančno. Nato vidimo še en nakupni signal, ki napoveduje 3,2% rast. Nato vidimo še en nakupni signal, po katerem se cena nekoliko dvigne, vendar se nato zniža. Torej bi bila to trgovina z izgubo, če ne bi zgodaj izstopili. Kljub temu se je cena še vedno povečala za več kot 5%. Toda kako točno veste, kako dolgo lahko pustite pozicijo odprto? Včasih se namreč cena dvigne le za 10%, včasih pa celo za 80%. To bom razložil na dva različna načina. Predtem bi rad odgovoril na pogosto zastavljeno vprašanje. Pogosto dobim odzive pod videoposnetkom, v katerih me ljudje sprašujejo, na kateri platformi lahko najbolje trgujete in kje lahko preprosto odprete nakupne in prodajne pozicije. Sam vedno trgujem na borzi Bybit. To počnem zato, ker je to jasna in profesionalna platforma za kriptovalute, na kateri lahko preprosto postavljate nakupne in prodajne pozicije. Poleg tega vedno uporabljam vzvode za hitrejše doseganje dobička. S pomočjo vzvodov lahko svoje pozicije povečate tudi do 1,00-krat hitreje.
vendar pa lahko tudi 1,00-krat hitreje izgubite. Zato to funkcijo uporabljajte le, če izvajate dobro strategijo. To postavitev s 4 cenami uporabljam tudi zato, da zlahka spremljam več kotacij. Zelo uporabno, če ste dnevni trgovec. Skratka, Bybit je dobra in zanesljiva borza kriptovalut za trgovanje. Ali želite tudi vi trgovati na tej borzi? Potem imate trenutno srečo, saj Bybit podarja enkratni bonus za polog do $3000. Borzo Bybit lahko obiščete prek povezave v opisu. Hitro se vrnimo k strategiji. S tem indikatorjem nakupa in prodaje lahko torej trgujete na 2 različna načina. Prvi način je zelo preprost. Odprete nakupno pozicijo, ko se pojavi nakupni signal, in prodate pozicijo, ko se pojavi prodajni signal. Ko se pojavi prodajni signal, ne odprete prodajne pozicije, temveč zaprete nakupno pozicijo. Ker, kot sem pravkar povedal, nakupne pozicije odpirate le, ko se cena premakne nad 200 EMA. Če pogledamo prvi nakupni signal, boste videli, da se je cena od prve sveče, v kateri se je pojavil nakupni signal, do prve sveče, v kateri se je pojavil prodajni signal, dvignila za več kot 15%. Če bi odprli pozicijo na računu Bybit z 1,00-kratnim finančnim vzvodom, bi ustvarili 1,50% dobiček. Če ste uporabili 2,00-kratni finančni vzvod, ste ustvarili 3,00% dobiček. Pri prodajni poziciji deluje enako. Prodajno pozicijo odprete, ko se pojavi prodajni signal, prodajno pozicijo pa ponovno zaprete, ko se pojavi nakupni signal. V tem primeru bi bil dobiček 4,80%. Z 1,00-kratnim finančnim vzvodom bi to znašalo 48%. Pri 5,00-kratnem finančnem vzvodu pa bi bil dobiček 240%. Pri prodajni poziciji zaslužite, ko se trg zniža. Pravzaprav deluje enako kot nakupna pozicija, le da je obratno. Kar lahko storite tudi, ko se pojavi nakupni signal, je, da odprete pozicijo in nato vnaprej določite, kdaj boste iz nje izstopili. Če si ponovno ogledamo prvi nakupni signal, lahko odpremo pozicijo in nato postavimo stop loss pod isto svečo. Nato bomo ciljni prevzemni dobiček postavili pri razmerju med tveganjem in nagrado tretji. Enako bomo naknadno storili za drugi nakupni signal in nato tudi za tretji nakupni signal. Ta način trgovanja je nekoliko bolj profesionalen, saj zdaj izvajate upravljanje tveganja. Natančno veste, kje želite izstopiti in kje je stop loss. Vidite, da sta bili od teh 3 nakupnih signalov z razmerjem med tveganjem in donosom 3 poziciji dobri, ena pa je prinašala izgubo. To pomeni, da je razmerje med tveganjem in donosnostjo pozitivno in znaša 5. Če ste na primer kot trgovec tvegali $50 na pozicijo, bi zdaj zaslužili $250. Ali če bi tvegali $150 na pozicijo, bi zaslužili $750. Kot ste morda opazili, s to strategijo trgujem na 4-urnem časovnem okviru. To je torej bolj za swing trgovce, ki ne želijo ves dan sedeti za računalnikom ali prenosnim računalnikom. Če pa ste pravi dnevni trgovec, lahko časovni okvir spremenite tudi na primer na 15 minut. To strategijo lahko uporabite tudi na 1,5-minutnem časovnem okviru. V tem krajšem časovnem okviru se bodo signali za nakup ali prodajo pojavljali veliko pogosteje. Vendar bodite pozorni, da kazalnik zdaj ne bo na primer pokazal 8,0% povečanja, ker gre za kratkoročno obdobje. Če nimate izkušenj z dnevnim trgovanjem, se lahko odločite, da pri nas postanete premium član. Z našo premium naročnino trgujete z enakimi pozicijami, kot jih oblikujemo mi. Če smo našli nakupno ali prodajno pozicijo, jo takoj delimo v našem premium kanalu, tako da lahko vsakdo odpre isto pozicijo. Imamo prave izkušnje, da lahko z njimi trgujemo z dobičkom. Zato smo se odločili, da bomo delali z garancijo za vračilo denarja brez dobička. To pomeni, da če z našo premijsko naročnino ne ustvarite dobička, boste dobili svoj denar nazaj. Želite izvedeti več o tem? Oglejte si našo spletno stran.
Zahvaljujem se vam za ogled tega videoposnetka in se veselim ponovnega srečanja naslednji teden.